pravzaprav je ideja že stara več let. Prvič sem jo poskušal realizirati pred 5 leti ob 10-letnici Pučnikove smrti. No, takrat ni uspelo, je bilo potrebno še potem kar precej truda, da je uspelo tokrat ob 15. obletnici. Jaz sem še posebej vesel predsedniku politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu, gospodu Manfredu Weberu, ki je dobro razumel razmere, ko so tudi drugi deležniki se spoznali z življenjem in vlogo dr. Jožeta Pučnika v novejši slovenski zgodovini, potem odločitev ni bila več vprašljiva. Je pa res, sama procedura je pa kar težka, ima 5 stopničk in na koncu je vendarle predsednik Tajani sprejel to odločitev soglasno na svoji konferenci predsednikov. Mnogi so danes povzemali oziroma rekli, kaj bi rekel dr. Jože Pučnik danes, če bi bil tu. Pa ne moremo govoriti o njegovem imenu, ampak kaj vi menite, da bi on rekel na to, kar se je danes na ta dogodek? No, verjetno bi rekel to, kar je omenil že prej predsednik Janša, da to nič ni takega, ker je bil zelo skromen človek. Zagotovo pa bi imel določene kritike tudi na razmere tako v Sloveniji, kakor tudi v Evropski uniji. Ni bil človek, ki bi stavil na pretirano centralizem ali unifikacijo, poenotenje, ampak si je želel že za Slovenijo več avtonomije pa samostojnosti, tako da bi verjetno zagovarjal, bi temu danes rekli, to moderno, to medvladno metodo, kjer imajo države članice pomembno vlogo pri urejanju odnosov znotraj Evropske unije. Seveda pa, če govorimo o evropski demokraciji, demokracija ni brez državljanov, tako da je treba tudi drugi steber evropskega državljana uveljaviti tudi v evropski demokraciji. To pomeni, da ne le, da jih poskušamo državljane še bolj pripeljati v večjem številu na volišče, ampak da se poslužuje tudi drugih možnosti, ki jih imajo za svojo participacijo, upravljanje z Unijo. Izjemno pomembno ne samo za Slovenijo, pač pa za celotno Evropsko unijo in tudi za inštitut, ki je think tank, ki nosi ime po dr. Jožetu Pučniku. In moto inštituta in moto dr. Pučnika je bil, da je potrebno razvijati demokratično politično kulturo. Demokracija potrebuje to demokratično politično kulturo, kar je dr. Jože Pučnik dobro spoznal, ko se je po zaporu v 50. in 60. letih bil prisiljen umakniti v Nemčijo, tam delati akademsko kariero. V Nemčiji je še verjel, da institucije in organizacije pravzaprav predstavljajo strukturo demokratičnega sistema. Ko pa se je vrnil domov v času slovenske politične pomladi, torej konec 80. let, ko mu je takratni režim dovolil vrnitev, pa je dr. Pučnik spoznal, da je vendarle potrebno več kot samo institucije, več kot samo struktura, ampak je potrebno razvijati demokratično politično kulturo, demokratične vrednote, na katerih temelji tudi Evropska unija. Sin dr. Jožeta Pučnika je danes tukaj na tej inauguraciji dejal, da se posebej zahvaljuje Milanu Zveru, vam, Janezu Janši, za posebne napore, da ste dosegli, da so v Evropskem parlamentu torej sprejeli to odločitev. Kaj recimo vi poveste evropskim kolegom o Jožetu Pučniku, kakšen človek je bil? Torej, Jože Pučnik je bil prav gotovo motor slovenske osamosvojitve, demokratizacije, tisti pravi oče slovenske države, eden glavnih akterjev, ki so recimo poleg takratnega obrambnega ministra Janše, notranjega ministra Bavčarja in še drugih soustvarjali samostojno slovensko državo. Bil pa je tudi velik demokrat po srcu, po svoji naravi, bil je politični zapornik, dizident, ki je vzdržal v tistih najhujših časih komunistične diktature, vzdržal ne samo zapor, hudo mučenje, samico, vse to je on preživel in z pokončno dvignjeno glavo, z nekim velikim pogumom in ogromno notranjo močjo bil tisti, ki je v odločilnih trenutkih, ko so se vodilni v Demosu odločali, ali se gre v plebiscit, ali se gre v res tisto pravo, ne samo tako navidezno osamosvojitev, je bil Pučnik vedno tisti, ki je dajal ton in takt in ki je rekel, gremo, zdaj gre za Slovenijo. Ja,
Opisali so tudi govorniki Jožeta Pučnika kot človeka, ki je lahko premostil te razlike kot pomladnika demokrata. Zdi se, da njegova inauguracija spet nekako združuje slovensko politiko, prišli so veleposlanci, prišel je predsednik države. Ja, Jože Pučnik je imel neko, lahko bi rekli, kar čudežno karizmo, da je uspel združevati vse te različne ljudi, ki so bili v Demosu, ki vendarle je bil zelo raznolika združba ljudi, ki pa so si želeli v temelju dvoje, torej demokratizacijo Slovenije in pa njeno osamosvojitev. In to je Demosu tudi uspelo, kot že rečeno, po veliki zaslugi dr. Jožeta Pučnika. Seveda, današnja slovesnost je spet združila ljudi, ki so različnega političnega prepričanja, ampak mislim, da vsi, ki smo bili danes v tej dvorani dr. Jožeta Pučnika v Evropskem parlamentu, smo ljudje, ki v srcu dobro mislimo. Najlepša hvala. Tudi vam. Hvala. Najprej to, da gotovo ne bi bil strašno vesel Jože, če bi to videl, ampak mogoče bi tokrat se malo premislil, ker je bil res evropejec. No, seveda, ponosen Slovenec, predvsem ponosen državljan slovenski, ampak tudi evropejec. In dobro vedel in je sanjal Slovenijo v Evropi, kar tudi sedaj je. Pa mislite, da bi bil vaš oče ponosen na to, kje je Slovenija danes? Ma poglejte, seveda, ne, on se je stalno boril, ampak mislim, da je bistveno boljše, kot je bilo pred 30 leti in to mi pozabljamo. In to je tudi, seveda, mi se ne smemo zadovoljiti. Nihče. In če se bomo ustavili, je to dan danes v tem svetu smrt in to mlajši vedo boljše kot mi. Zato mislim, da bi seveda kaj pač povedal, kritičnega predvsem kot vedno, ampak bi točno povedal, da smo sedaj na boljšem. Ja, vaš oče je pravzaprav stopil v bok velikim evropskim imenom, kot so Schuman in podobni. Je prvi Slovenec, ki ima svojo sobo v Evropskem parlamentu. Pravite, posebna zahvala gre Janezu Janši in Milanu Zveru. Seveda ja. Milan Zver se je zelo potrudil. Seveda cela Janša, tudi Andreja Zver so vsi morali kar pač na temu delati. Vemo, kako so te zadeve. Na temu moraš delati, da se kaj takega zgodi. Ampak mislim, da je to danes tako. Ko greš na olimpijado, niso vsi pripadniki istega športa. Ampak danes je nekdo dobil zlato medaljo. In zato mislim, da smo lahko vsi ponosni. In mislim, da je bilo danes to fajn, ker so bili občutek se imel, da tudi tisti, ki niso igrali ravno istega športa, če lahko to sedaj tako povem, so bili danes ponosni na to, da je Jože Pučnik dobil to. To se pravi, dobil zlato medaljo. Najlepša hvala. Hvala vam.